Preden se lotimo našega mnenja o Stingerju, naj vas spomnimo, zakaj so Stingerja sploh naredili. Kia needs the Stinger to support the position of the brand, no? And really to help us reinforce the position of Kia in the hands of consumers, no? To se recimo kaže v tem, kako je oblikovan novi Ceed. In naredili so ga, da bi kradli kupce Focusov RS in Golfov GTI. Ne pa zato, da bi bil Stinger tekmec premijskim Audijem, BMW-jem in Mercedesom. Kako na Stingerja gleda bogata klientela, naj zato v resnici sploh ne bi bilo tako pomembno. No, mi vseeno menimo, da prav irelevantno ni, kajti Stinger sam po sebi vendarle ne daje vtisa, da ne spada v visoko družbo. Prepričani smo, da če bi mu recimo skrili značko, bi se vanj zagledali tudi tisti kupci, ki po besedah Kijinega šefa marketinga spadajo v višji stan. Je pa povsem nedvoumno, da je Stinger zelo aktualen. Namreč v razredu, v katerega spada, je danes nujno, da avto izgleda tako športno nastopaško. Samo poglejte Stingerjeve tekmece, Arteona, Insignio in novega Peugeota 508. Klasične limuzine danes zanimajo le še peščico, pa še ti potem raje izberejo karavansko verzijo. Zato ne verjamemo, da je pri razvoju Stingerja šlo zgolj za osebni projekt oblikovalca Petra Schreierja, ki je pač obrodil nepričakovane sadove. Ne. Če nam Kia že hoče prodati romantično zgodbo, potem naj raje reče, da so najeli zelo pametno šlogarco. Aktualnost pa nam govori tudi to, da je športen videz danes bolj pomemben kot pa športne vozne lastnosti. Zato mora biti Stinger v prvi vrsti potovalno udoben in v tem pogledu se Stinger dobro odreže. Nekoliko se sicer čuti handicap glede oblike, prtljažnik je recimo nekoliko preplitek in odrasli smo v Arteonu na zadnji klopi sedeli bolj udobno. A udobje gor ali dol. Športen videz v primeru Stingerja niso zgolj prazne obljube. Med vožnjo se dejansko čuti, da so Stingerja delali z ozirom na BMW 4 Grand Coupe. Ko namreč v Stingerju vključimo program Sport, ta jasno pokaže, da ga je zasnoval nekdanji BMW-jev inženir in to tisti iz znamke M. Stinger se izredno rad zapodi v ovinke, v njih resnično uživa, nagrado pa seveda pobere voznik. In potem je tu še 6-valjni motor, ki v programu Sport že kar nostalgično prijetno rohni. Pri vsem tem je samo en bistven problem. Ta motor je požrešen. Pod 10 litrov ne gre niti med avtocestno vožnjo. V mestu manj kot 12 ne pričakujte. To je veliko celo za čistokrvne športnike.